A se spomnite, ko so pred leti v Ljubljani na Slovenski cesti okoljski aktivisti žvižgali na lastnike terencev, češ, da so ti krivi za vso možno polucijo tega sveta? No, že takrat so bili tisti njihovi kriteriji, kaj je prijazno okolju in kaj ne, malce vprašljivi. Namreč mimo se je mirno odpeljal voznik s super športnim kupejevskim V12 Bentleyjem, pa tudi en voznik z enim starim karavanom, ki je zadaj spuščal velik črn oblak. No, verjetno bi svoj srd takrat sprožili tudi na takega terenskega Lexusa, pač zato, ker je velik, ampak ta srd bi bil precej verjetno zelo neupravičen. Poglejmo zakaj. Zadnjič so mi na tiskovni konferenci za ta avtomobil povedali, da je to prvi luksuzni SUV. In seveda sem se v hipu zdrznil. Ker kaj pa je bil potem tisti stari Jeep Wagoneer iz leta 1963, ki so ga delali do leta 1990. To je tisti avtomobil, ki je imel furnir na bokih, je bil lahko na voljo tudi samo dvokolesnim pogonom. Tisto je bil po mojem mnenju prvi pravi SUV. Tisto je bil tisti umirjeni terenec, ki je bil bolj mestni avtomobil kot pa pravi terenec za na teren. To je bil avtomobil za mame v predmestjih Kalifornije. Ampak je pa dejstvo, da je šele Lexus RX, se pravi prve generacije, res prinesel neko tako drugačno dimenzijo vožnje. Namreč v tistih pionirskih začetkih so se recimo nemške znamke predvsem trudile, kako bi naredile te velike terence dovolj dinamične in potem so jih utrdili, zato da se avtomobili niso tako zelo nagibali v ovinkih. No, Lexus pa je vendarle ubral neko drugo pot. Naredil je izredno udoben družinski SUV. In ta generacija Lexusa RX to samo še potencira. Ker pri tem avtomobilu je res glavna, ampak res glavna, najboljša značilnost tega avtomobila, da je zelo tih, izredno prijeten, umirjen, tih avtomobil, seveda električno tih. In ja, tudi po terenu se lahko peljete na elektriko potiho s tem avtomobilom. Seveda, če vam zdaj rečem, da se potem tega avtomobila razni zajci ali pa ptiči na terenu ne bodo ustrašili, boste seveda takoj rekli, da vam prodajam reklamo. Ampak je pa res drugačen občutek, ko se po terenu pelješ in slišiš samo kolesa, pa recimo kakšno vejco, ki jo s kolesi povozite in se ta razlomi. Je drugačen občutek, kot pa, če bi zraven brnel še dizelski motor. Seveda, tiha električna vožnja je možna zaradi tega, ker je Lexus RX seveda pravi hibridni avtomobil. Oziroma ne samo samopolnilni hibrid, ki med vožnjo polni svoje baterije, ampak je pa tudi priključni hibrid. Njegove baterije lahko napolnimo tudi čez noč na domači šukovtičnici. Ampak prav ta hibridna vožnja je pomembna, namreč ta avtomobil je s tem, ko je hibrid, izredno varčen. Če mu pustimo, da sam določa, kateri vir energije bo izbral za dano vožnjo, bo seveda najprej preferiral čim več električne vožnje. Ampak tudi potem, ko se odloči, da bo uporabljal tudi bencinski motor, bo zelo varčen. 6,5 litrov na 100 km porabi ta avtomobil, ko ga vozimo kot klasičen samopolnilni hibrid. In to je izvrsten podatek, bistveno boljši kot pri marsikaterem klasičnem manjšem avtomobilu. Podatek pa je še posebej impresiven zaradi tega, ker ta podatek vključuje tudi avtocestno vožnjo in pa tudi hitro ovinkarjenje v klanec. Pravzaprav je bil ta podatek 6,5 litra na 100 km kar nekako stalnica tam sredi displeja. Sploh se med vožnjo ni spremenil. Spremenil se je šele takrat, ko sem tam priključil prisilno polnjenje baterij z energijo, ki nam jo da bencin. V tem primeru je pa poraba začela skokovito naraščati in takrat pa ta avtomobil postane neučinkovit. Torej, če se boste peljali v okolico, kjer boste res potrebovali 100% električno vožnjo, potem res predlagam, da med vožnjo pritisnete tisto tipko, ki vam bo shranjevala električno energijo za poznejši čas. Zdaj, zaloge elektrike, ki jo v ta avtomobil pretočimo preko kabla, je za okoli realnih 50 km. In seveda ta podatek marsikomu zagotavlja, da se bo s tem avtomobilom lahko večino časa
vozil samo na elektriko. Lahko pa na tem mestu dodam, da je potem poraba okoli 22 kWh na 100 km in to ga seveda uvršča v razred tistih težkih električnih avtomobilov. Za novi Lexus RX sicer pravijo, da je po novem tudi bolj dinamičen, ampak seveda to dinamično plat tega avtomobila je treba vzeti z rezervo. Prvič zato, ker je ta dinamična vožnja rezervirana za neko drugo različico, ne za priključno hibridno različico RX-a. Namreč obstaja tudi različica, ki ima 4-kolesno krmiljenje, pa tudi stopenjski menjalnik, ki seveda da nekaj tistega več prvinskega občutka pri dinamični vožnji. Je pa dejstvo, da tudi pri tem priključnem hibridu lahko se s tem avtomobilom kar dinamično peljemo recimo po takšnih ovinkih, ker podvozje tega avtomobila je nastavljeno tako, da se bo avtomobil zelo stabilno vozil. Da ne bo tistega potapljanja pri zaviranju in pa dviganja nosu pri močnem pospeševanju, da bo avtomobil ves čas nekako zelo prijeten, kljub dinamični vožnji. Ampak seveda, če bomo ostali pri tem avtomobilu samo pri kilovatih, pa konjskih močeh, pa litrih, pa centimetrih, potem nam res ne bo prav nič jasno. Namreč kakovost Lexusa se začuti na dolgi rok skozi vsakdanjo uporabo. You know, in the factories in Lexus, we have some people, we call them Takumi. Takumi, these are people who have at least 25 years of experience in their craft. So in our vehicles, only those people are allowed to make some specific stitching in the dashboard of the cars, just to show the level of detail and the level of perfection that we want to achieve. Honestly, those kind of details, you and I will not be able to perceive. If we go to a factory and you meet those people, they will show you that is good and that is not good. You will say, it looks quite similar actually. But on the long run, and after 5 or 10 years, that's going to be the good version, because they will know how to make it last. In tako bomo zdaj v prihodnjih mesecih vsak dan spoznavali, kako se recimo obnesejo ta električna vrata oziroma električne kljuke. Te kljuke namreč ne dovolijo, da bi recimo lahko jih mi odprli po pomoti, recimo med vožnjo, da bi nam jih recimo med vožnjo po pomoti odprl otrok. In v našem vsakdanu bomo tudi stestirali, na katere funkcije nam najbolj ustreza, da nastavimo te bližnjične tipke tukaj na volanskem obroču. In v praksi bomo tudi stestirali, kolikokrat nam pogled uhaja dol z ceste. Namreč zadnjič je moja žena komentirala, da to pa je res pravi, idealen avtomobil za mene. Namreč, ko sem se preveč časa ukvarjal z obcestnim plakatom za spodnje perilo, je potem ta avtomobil se oglasil in rekel, naj gledam naprej na cesto. Namreč tukaj spodaj so skriti senzorji, ki merijo, kam so usmerjene moje oči. In seveda, takrat je moja žena rekla, pa te je avto zalotil. Torej, očitno so pred nami kar zanimivi meseci in predlagam, da nas spremljate prigode s tem avtomobilom na naših družbenih omrežjih, predvsem pa se naročite na naš YouTube kanal, pa vtipkajte še tisti zvonček zraven, zato da boste prvi, ki boste obveščeni o novi prigodi s tem Lexusom RX.